Podobe znanja. V svetu mikroorganizmov je lahko vsak encim, ki ga zna mikrob izdelati, svojevrstna prednost. Ta prednost je posebej izrazita pri nekaterih bakterijah in kvasovkah, ki zmorejo s svojimi encimi razgraditi celulozo, ki gradi rastline in je celo najpogostejša biološka snov na Zemlji. In če je razgrajevanje celuloze za mikrobe vir hrane ter način preživetja, človek te njihove načine razgradnje posnema v tehnoloških procesih. Odpadna slama in žagovina na eni strani ter les, travna vlakna na drugi so namreč pomembne surovine za izdelavo papirja, oblačil, pa tudi biogoriva. Eden izmed načinov, kako bi lahko rastlinski material predelali ne s kemikalijami, temveč kar mikrobi samimi, so celulosomi. Poseben preplet encimov in proteinov na površini teh enoceličnih organizmov. Na biotehniški fakulteti tako iščejo okolju prijaznejše načine razgradnje celuloze, kar med drugim raziskuje tokratna gostja Podob znanja, docentka doktorica Maša Vodovnik z oddelka za mikrobiologijo Biotehniške fakultete. Doktorica Maša Vodovnik, pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Za začetek bi me dejansko zanimalo, ker se bomo pogovarjali tudi o mikrobih, ki razgrajujejo celulozo. Ali v bistvu najdemo mikrobe, ki razgrajujejo celulozo povsod, kjer najdemo tudi rastline? Lahko bi rekla skoraj povsod, ampak ne pa čisto povsod. Namreč poleg tega, da je tam dovolj rastlinskega materiala, mora biti tudi dovoljšna vodna aktivnost. Se pravi, mora biti tudi dovolj vlage prisotne, a ne? Vsaj nekaj. Če sta pa ta dva pogoja izpolnjena, potem pa bi kar rekla, da to drži. Pa najdemo mikrobe, ki razgrajujejo celulozo tudi v človeškem črevesju pri nas, ker mi namreč jemo rastlinsko hrano. Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Na prvo žogo bi rekli najbrž vsi, da ne, a ne, ker če ne bi se pa tudi od solate zredili, a ne, še dobro, da ne, ampak dejstvo pa je, da so našli nekatere mikroorganizme, ki vsebujejo zapise za encime, ki tudi razgrajujejo celulozo. Zdaj lahko rečemo, a ne, tako v hecu, k sreči tega ni veliko, a ne, za nas, mogoče pa v kakšnih državah v razvoju bi pa to prišlo prav, a ne. Ampak zagotovo ne v takšnem obsegu in v takšnih oblikah, kot najdemo to pri recimo rastlinojedih živalih, sploh recimo prežvekovalcih in podobno. Pravzaprav se pogovarjava o razgrajevanju celuloze, ker vi med drugim raziskujete celulosome. Ampak predno bi se posvetili celulosomom, bi me zanimalo nasplošno, na kakšne vse načine mikroorganizmi dejansko razgradijo to celulozo. Ja, zdaj, koliko se spuščati zdaj v podrobnosti, zdaj načeloma bom rekla, tako poznamo dve strategiji razgrajevanja celulozne ali pa recimo rečemo temu rastlinske biomase. In sicer ena je strategija aerobnih mikroorganizmov, to so tisti, ki živijo v prisotnosti kisika. In za te je značilno, da izločajo velike količine teh različnih encimov, ki na različne načine napadajo ta substrat in ga razgradijo. Medtem ko v anaerobnih okoljih, to so pa okolja, kjer ni kisika, ne, na primer vamp prežvekovalcev je eno tako, oziroma če smo zelo natančni, lahko rečemo, da je kisika zelo malo, a ne, kakšna molekula je že. V teh okoljih smo pa našli tudi mikroorganizme, ki pa svoje encime združujejo v te encimske komplekse, zelo zanimive. In to naj bi bila ena taka bolj sofisticirana, ne, naprednejša, bolj učinkovita strategija za pridobivanje energije iz tega substrata. In ta strategija, ki ste jo zdaj omenili nazadnje, to so dejansko ti celulosomi. Tako. Kako bi pa opisali, da izgledajo celulosomi, oziroma kaj pravzaprav so, kako si jih lahko predstavljamo? Ja, zdaj, tako, če rečemo, kako jih lahko vidimo, recimo, a ne, pod mikroskopom, jih vidimo kot take male izboklinice, a ne, na površini bakterijskih celic. Včasih jim rečemo tudi kar nanostroji, zaradi tega, ker so take nano velikosti, se pravi nekje od 10 do 50 nanometrov približno veliki.
in zelo potentni, a ne. Zdaj, kako bi si jih pa en laik lahko predstavljal, potem, če bi šli v samo strukturo pogledati, a ne, z bolj sofisticiranimi tehnikami, sem razmišljala, kako bi to predstavila. Zdaj, mogoče en primer bi bil, ne vem sicer, če zelo lepo odraža izgled, no, ampak vsaj približno, ne, to logiko celulosoma, a ne, mogoče švicarski nož, a ne. Švicarski nož ima tisto ogrodje, a ne, na sredini, potem ima pa več rezil, ki iz tega ogrodja izhajajo. In vsako rezilo je malo drugačno, a ne. Sicer pri švicarskem nožu mi uporabljamo običajno po eno rezilo naenkrat, no, to je recimo razlika pri celulosomu, pa so vsa ta rezila so pravzaprav, bi lahko rekli, encimi, ki pa delujejo sočasno, večina deluje sočasno in si v bistvu na ta način lahko podaja potem te vmesne produkte in bolj učinkovito razgrajuje substrat. Kar je še razlika, no, zdaj, če sem dala to primerjavo švicarskega noža, je še ta, da je švicarski nož bolj tog. Medtem ko celulosomi so bolj fleksibilni, se pravi ti noži, a ne, ti encimi so vedno povezani z enimi takimi vmesniki, lahko rečemo, ki so zelo fleksibilni, da jim omogočajo v bistvu to dinamično pravzaprav obnašanje, a ne, na substratu. Tako kot ste pač opisali to delovanje celulosomov, zveni pač res, da gre za zelo učinkovit način razgradnje celuloze. Kaj pravzaprav pripelje do tega, da so mikrobi izdelali to strategijo švicarskega noža celulosoma? Ja, to je dobro vprašanje in teorija je, a ne, da gre za to, da v anaerobnih okoljih vemo, da mikroorganizmi iz enakega substrata, se pravi, zdaj, če vzamemo pač rastlinsko biomaso, a ne, jaz rajši rečem rastlinsko biomaso kot pa samo celulozo, zato ker je v bistvu v naravi praktično nikoli nimamo čiste celuloze, vedno so še drugi hemiceluloze in tako naprej zraven, a ne. Tako da je rastlinska biomasa, recimo, če vzamemo kot substrat, iz enakega substrata dobijo v anaerobnih okoljih manj energije, kot pa če uporabljajo, se pravi tisti mikroorganizmi, ki uporabljajo pri tem kisik pri metabolizmu, a ne. Tako da je teorija, da naj bi bila to v bistvu ena taka napredna strategija, a ne, s katero so si omogočali bolj učinkovito izrabo substrata, zaradi tega svojega, a ne, bomo rekli, manjka, ne, kar se energetskega tiče. In gre v bistvu za bolj učinkovit sistem, kot sem rekla, zato ker so encimi bliže skupaj, kar pomeni, da si v bistvu ta substrat ne odhaja stran, a ne, in oziroma produkti, a ne, cepitve enega encima ne oddifundirajo stran, ampak jih takoj lahko prevzame na enem drugem mestu drug encim ali pa sočasno delajo, a ne. Tako da to je ena stvar. Druga stvar je pa, da se tudi vsi skupaj pritrdijo na ta substrat, se pravi na to rastlinsko biomaso, kar pomeni, da ne tekmujejo za vezavna mesta, ker to je včasih tudi lahko ena stvar, a ne, ki se zgodi, da si encimi v bistvu tekmujejo za vezavna mesta med sabo, ne, če so ločeni. Tako da je potrebno, če imamo te celulosome, pravzaprav manj molekul teh encimov narediti, a ne, za enako učinkovitost, kot če so te encimi prosto sproščeni v okolje. Kako razumem, gre torej za to, da namesto, da bi mikrobi pač spuščali v okolje mnogo encima, tu z proteini in encimi, ki so pač povezani med sabo, nekako naredijo pač neko majhno tovarno, nek stroj, ki bo na enem mestu predeloval to celulozo? Ja, tako je. Ja. Zdaj, če si predstavljamo mogoče tako, ko ste ravno to tovarno pa tako omenili, mogoče bi bila ena taka tudi podobnost, a ne, iz človeškega sveta, a ne, večjega makrosveta, bi bila ta, recimo, ne vem, če si predstavljamo nek proces v nekem industrijskem obratu, a ne, proces bo učinkovitejši, če bodo
vsi, ki sodelujejo recimo pri izdelavi nekega končnega izdelka, bojo blizu skupaj in bodo en drugemu takoj podajali ta izdelek do naslednje stopnje, kot pa če so eno drugega oddaljeni, da je vsak v svojem nadstropju ali pa mora po celi hiši iskati naslednjega, ki bo ta pol izdelek na naslednjo stopnjo prenesel. Taka logika mogoče iz našega sveta. Že večkrat ste omenili, da gre to za strategijo anaerobnih mikroorganizmov. Se pravi, zanimalo bi me torej, ali res zgolj anaerobni mikroorganizmi znajo izdelati te celulosome ali morda obstajajo še kakšni drugi mikroorganizmi. Ali je res ta pogoj, da pač je to strategija v okolju brez kisika? Zdaj v naravi zaenkrat poznamo, da je res potrjeno samo pri anaerobih. Najdejo se potem kakšni podobni geni, recimo še kje, ampak ni pa nikjer pravzaprav, da bi bilo meni znano, da bi še kakšni drugi to proizvajali. Je pa res, da tudi vsi anaerobi tega nimajo. Zakaj pa? To pa v bistvu ne vemo. Najbrž gre za neko evolucijsko prilagoditev ene skupine teh mikroorganizmov, ki se je očitno obdržala, ker je bila uspešna. Če se vrnem malce na začetno vprašanje, ko sem vprašala, da če imamo v našem črevesju mikroorganizme, ki razgrajujejo celulozo, pa imamo potem v našem črevesju mikroorganizme, ki imajo celulosome? No, to je tudi zdaj povezano, vprašanje, zanimivo. Seveda so šli tudi to ogledati. Izkazalo se je pa, se pravi, identificirali so eno vrsto bakterij, to je Ruminococcus champanelensis, ki ima zapise za pač določene te tipične, sestavine celulosomov. Ni pa še noben pokazal, da se to v resnici tudi sestavi, da to v resnici tudi je potem izraženo. Tako da nek potencial je, ampak ni pa dejanskega dokaza, da bi to tam tudi bilo sestavljeno. Eden izmed razlogov, zakaj pravzaprav raziskujete celulosome na Biotehniški fakulteti, doktorica Maša Vodovnik, je ta, da ste nekako raziskovalci in raziskovalke prišli do ideje, da bi pa lahko ta način razgradnje uporabili za izboljšavo tehnoloških procesov. Zakaj konkretno gre pri tej ideji? Ta ideja ni čisto naša, ta ideja izvira od drugih že pred nami, ampak na kakšen način? V osnovi se v bistvu naslanjamo na to osnovno učinkovitost celulosomov. Druga zanimiva lastnost je pa ta modularnost, se pravi v bistvu, kako so sestavljeni, to je zelo zanimivo, iz različnih modulov, ki omogočajo tudi to, da se poljubno lahko, poljubno z omejitvami, v praksi, ampak neka ideja v ozadju tega je, da se da poljubno potem zamenjati te podenote med sabo in optimizirati te sisteme odvisno od aplikacije, odvisno od tega, kakšne substrate želimo recimo razgrajevati oziroma pretvoriti v produkte z dodano vrednostjo. Vi v bistvu potem bi vzeli recimo neko bakterijo, ki ima celulosome in jo uporabili v nekem tehnološkem procesu, ali pa v katero smer pa greste vi, če sem pač prav razumela, je pa to, da dejansko pač te celulosome vi spremenite ali pa pač izboljšate, prilagodite. Ja, ta pot ima največji potencial, kar se recimo tiče vsaj mojega videnja, Zdaj, da se na različne načine uporabiti, se pravi te, biokatalizatorje, včasih rečemo, tudi mikroorganizme, ki proizvajajo celulosome, bodisi v kokulturah, recimo za proizvodnjo biogoriv, recimo, da združimo te mikroorganizme s celulosomi, ki učinkovito razgrajujejo celulozo, z nekimi mikroorganizmi, ki proizvajajo recimo etanol, za bioetanol ali podobno. Potem druga pot je pot metabolnega inženiringa teh mikroorganizmov, se pravi, da bi njih naredili bolj učinkovite pri produkciji
recimo spet etanola, ker nekateri imajo v svojem metabolizmu tudi metabolno pot proizvodnje etanola, ampak je tega bistveno premalo, da bi lahko uporabljala industrijsko. Ampak tukaj je kar nekaj izzivov v zvezi s tem. Eden velik recimo je ta, da mnogih od teh mikroorganizmov v bistvu nimamo še orodij za gensko manipulacijo, za sam inženiring je kar precej zahtevno. Potem ta tretja pot je pa ta pot prenosa v bistvu zapisov za celulosome oziroma celulosomske podenote v nek heterologni gostitelj, v nekega heterolognega gostitelja. V mikroorganizem, ki je podoben. Ja, podoben, ne bi rekla ravno podoben, ampak soroden, se pravi, gre ponavadi je tako, da prenašamo, se pravi, tisti del, ki mi vzamemo en mikroorganizem, se pravi, ki ga je enostavno gensko spreminjati, to je ponavadi neki industrijski mikroorganizmi ki so bolje preučeni, idealno, da so se pravi, sorodstveno podobni oziroma, da so sorodni tem našim, od koder vzamemo zapise za celulosome, kar je potem vse skupaj naprej lažje. In se potem lahko te zapise za celulosomske podenote prenese v, se pravi, ta mikroorganizem, industrijski mikroorganizem, ki pa dobro recimo proizvaja tiste končne produkte, naprimer etanol spet, če dam kot primer, najbolj pogost, ali pa butanol in podobno. In zdaj prednost tega zadnjega pristopa je pa tudi v tem, ko mi dizajniramo, oziroma ko prenašamo vse skupaj, lahko mi zdizajniramo tudi poljubne v bistvu kombinacije. Se pravi, se da združiti encime, ki jih v naravi ni skupaj, se jih da združiti skupaj recimo v tem mikroorganizmu. Kako zahtevno pa je to združevanje nečesa, nekih podenot, ki v naravi sicer ne obstajajo? Ja, zdaj kdo bi rekel, to je tako vprašanje, ki je odgovor precej relativen, ampak mislim, da bi večina ljudi, ki to počne, rekla, da je to kar precej zahtevna stvar. Mislim, zahtevna. Bolj bi rekla v tem smislu, da je veliko možnosti, da stvari recimo na večjih stopnjah, da se zapletejo. Tukaj je veliko dejavnikov vmes, zaradi katerih potem se lahko zgodi, da na koncu rezultat ni tak, kot ga teoretično recimo predvidiš. Se pravi, vse od samega izražanja, ker izražamo le v nekem drugem gostitelju, kot te geni. V bistvu smo mi načrte pripravili, smo jih vnesli v tega gostitelja, ampak če zelo dobro ne prilagodimo teh načrtov njemu, potem bo prepoznal oziroma ne bo prepoznal navodil tako, kot si mi želimo, tako, če poskušam poenostaviti. In to gre potem od izražanja do zvijanja proteinov, do prenosa, potem preko membrane in potem v končni fazi je potrebno, da se to še skupaj sestavi. Tako da tukaj je kar res veliko možnosti, da kaj ne deluje. Na kateri stopnji pa ste na biotehniški fakulteti z raziskavami? Ste že uspeli združiti različne podenote? Ne, nismo še tam, tako da smo še, bom rekla, v bolj začetnih fazah. To pomeni, da iščete gene ali kaj konkretno to pomeni? Ja, tako se pravi, v bistvu mi imamo zdaj trenutno kar precej nek nabor genov iz različnih virov. Imamo tudi neko ogrodje, recimo, ki ga lahko uporabimo, ampak nismo pa še prišli do tega, da bi prav sestavili že kakšen celulosom. Če se vrnemo samo morda korak nazaj, bi me zanimalo še to, kako se razlikuje delovanje mikroorganizma s celulosomom v naravi in nekega drugega mikroorganizma z spremenjenim, prilagojenim celulosomom v nekih industrijskih pogojih. Bakterija v vsakem primeru deluje glede na to, kakšna navodila ima. Mogoče razlika je v tem, da tam so navodila, kakršna so se izoblikovala tekom evolucije, deluje po tistem načinu, se pravi tako, da nekako je njeno
preživetje v naravnih pogojih optimalno, ne, v teh pogojih, kakršnih je evolucijsko živela, ne. Medtem ko v industrijskih pogojih jo pa mi poskušamo narediti na tak način, da bo čim bolj optimalno za nas delovala, ne. Večkrat ste omenili, da bi se recimo lahko to uporabljalo, ta pristop uporabljal za proizvodnjo biogoriv in za razgradnjo neke rastlinske biomase. In me pravzaprav zanima, zakaj, pač kaj je namen tega, da iščete načine za razgradnjo rastlinske biomase. Ja, tako kot ste vi v bistvu v uvodu že povedala, ne, rastlinska biomasa predstavlja v bistvu najbolj razširjen biološki odpadek, ne, na Zemlji. In zakaj ne bi, tega odpadnega materiala pretvorili v neke produkte z dodano vrednostjo, Če gremo, pogledat na biogoriva, trenutna produkcija biogoriv je na osnovi prehranskih rastlin, ki se namensko sadijo zato, da se jih potem pretvori v biogoriva. To ni, se pravi, je problematično, tako z etičnega kot z okoljevarstvenega vidika, To so predvsem recimo koruza, potem sladkorni trs, sladkorna repica, Koruza, mislim, da je 40% približno predstavljene. Tam v Južni Ameriki predvsem to počnejo. In ja, to je problematično, Zakaj? Zato, ker v bistvu s tem se višajo cene hrane, v tistih delih sveta, kjer imajo že tako težave z revščino, Potem je okoljsko sporno, recimo ve se, da so tudi dele amazonskega gozda posekali v ta namen. Potem se uporabljajo množice recimo lahko pesticidov, herbicidov in tako naprej. Nekako se ne zdi to kot idealna rešitev, če še gremo v naravovarstveno pogledati, Zakaj ne bi uporabljali tega najbolj razširjenega odpadka, ki ga je povsod dovolj, zato da naredimo iz njega neke produkte z dodano vrednostjo, ali biogoriva, ali pa karkoli drugega, Vse to, kar potem mikrobi razgradijo, ni zgolj cilj, recimo, končni produkt gorivo, ampak se dejansko to uporablja lahko tudi naprej za kakšne druge izdelke. Mi lahko uporabimo se pravi, če imamo neko rastlinsko biomaso odpadno in če jo znamo dovolj učinkovito pretvoriti recimo v sladkorje, potem lahko iz teh sladkorjev pravzaprav karkoli skoraj gojimo in sproduciramo, To drži. V bistvu je ključen korak je ravno ta, korak v bistvu od celuloze do sladkorjev, Potem od te sladkorje se pa da res široko uporabiti za marsikaj, Ja, in ravno v bistvu pri tej razgradnji celuloze do sladkorjev oziroma rastlinske biomase do celuloze in potem naprej do sladkorjev, ravno tu pa potem pridejo v igro mikroorganizmi s celulosomi oziroma celotno področje okoljske biotehnologije. Drži. Zanimalo bi me pa, kaj vas na tem področju kot raziskovalko navdušuje oziroma kaj vas žene, da ste dejavni prav na tem področju? Ja. Pravzaprav od nekdaj so me zanimale te aplikacije, sploh povezane tudi z naravovarstvom. Ja, zanimivo je v bistvu to, da lahko ta občutek, da lahko nekako mi mikroorganizme učimo ali pa si jih malo podredimo v tem smislu, da rešujejo pravzaprav naše probleme, naše izzive, ki smo jih marsikdaj tudi sami krivi zanje, Ja, to me je vedno vleklo, Pa tudi proteini, so me tudi vedno zelo privlačili, bom rekla. Ne znam čisto dobro zdaj tega povedati. Na splošno pa ja, ta povezava v bistvu z uporabnostjo. Pa vas poleg tega področja vas zanima še kaj? Ali boste v nadaljevanju ostali pač usmerjeni zgolj na tem področju? Zdaj govoriva ožje v celulosome? Govoriva o celulosomih, mikroorganizmih celulosomije. Ja.
Mislim, zagotovo bo to področje ostalo in se bo naprej razvijalo. Moram pa reči, da jaz včasih imam kar mal izziv s tem, ker me preveč stvari zanima in potem rada v več stvari se zapletam, a ne. Ampak se pravi, te tematike so mi širše zanimive, se pravi, predvsem, ki pokrivajo mikrobno biotehnologijo, okoljevarstvo, te zadeve, no, me zelo vlečejo. Ker se počasi bližava koncu, bi me zanimalo zgolj še to, s katerimi izzivi se boste vnaprej ukvarjali, prav pač konkretno pri celulosomih. Ja, se pravi, zdaj ideja nadaljevanja je predvsem res povezana s tem, kako zdaj od teh naravnih celulosomov priti do nekih optimiziranih biokatalizatorjev. To, kar sem prej omenila, a ne, se pravi, da naredimo mikroorganizme, ki bojo direktno pretvarjali rastlinske odpadke v neke produkte z dodano vrednostjo. To je ideja in smer za nadaljevanje, grejo pa te stvari počasi, ampak važna je smer, a ne. Doktorica Maša Vodovnik, najlepša hvala za tale pogovor. Najlepša hvala tudi vam za povabilo. Podobe znanja. Z docentko doktorico Mašo Vodovnik z Biotehniške fakultete sem se pogovarjala Klara Jurečič. Za to je skrbel Vekoslav Mikes.